Prevoz na klic bomo izvajali z 20 električnimi avtomobili e-golfi, ki so predani strani Porsche Slovenija. Prevoz na klic kot storitev se bo izvajala v bistvu na dva načina. En način prevoza na klic je na podlagi predhodno objavljenega voznega reda. To pomeni, to je predvsem zanimivo za področje, kjer je manjše število avtobusov oziroma kjer je manjše število tudi ljudi in s tem so intervali daljši ali pa avtobusi izvenkorni sploh ne obratujejo. To je primer tu Igor Mali Lipoga, kjer prevoz na klic že zdaj izvajamo in če potnik 2 uri pred odhodom napovedanim pokliče v LPP, mi ob tisti uri zagotovimo vozilo na tistem postajališču. V tem primeru se prevoz plača z veljavnim prevoznim izkazom mestnega prometa, to pomeni €20 z kartico ali pa velja tudi mesečna vozovnica, tako dijaška, upokojenska in vse vozovnice mestnega prometa. Druga storitev prevoza na klic, ki pa bo veljala za celo Ljubljano in se bo izvajala ne samo na podlagi predhodno objavljenih voznih redov, ampak na podlagi klica strani potnika. Isto se bo plačilo izvedlo z Urbano ali pa z plačilno kartico, ker plačila bodo brezgotovinska. Bo pa cena nekoliko višja, cena še ni sprejeta, ampak mislim, da se bo gibala tam med 7, 8, 9 evri. Bo pa ta cena sprejeta v mestnem svetu na oktobrski seji in ko bo mestni svet to ceno sprejel, bomo potem začeli v mesecu oktobru tudi izvajati storitev prevoza na klic na celotnem področju mestne občine Ljubljana. Gospod Horvat, omenili ste ceno 8-9 evrov, to gre za prevoz ne glede na dolžino? Tle bo na področju mestne občine Ljubljana bo uvedena enotna tarifa, to pomeni, da bo cena enotna za celo Ljubljano in ne glede na dolžino potovanja. To je eden od načinov, da ne rabimo potem teh kilometrov šteti posebej, pa potem je tudi sama storitev zelo transparentna. Cena je izredno transparentna in ne more biti le nobenih odstopanj. Veliko bolj varno tudi potem za uporabnika. Avto ima 5 sedežev, ampak vseeno boste vedno sprejeli po enega potnika ali več? Če bo prevoz na klic naročen na podlagi predhodno objavljenega voznega reda, lahko sprejmemo tudi 2-3 potnike. Ampak potem cena bila €20 do najbližjega postajališča redne linije, v nasprotnem primeru pa potnik en. Tisti, ki bo naročil, tisti bo tudi zakupil avto za tisto relacijo oziroma da bo na tisto relacijo peljal. Če bo hotel kdo zraven, je to soglasjem jasno plačnika. To ne pomeni pa, da bi mi ljudi pobirali, če potem nič. Hvala lepa. Hvala vam.